Zdravo v prehranskih čvekah. Namen prehranskih čvek je, da skupaj z različnimi strokovnjaki podajamo strokovne informacije na zanimiv, zabaven in preprost način. Danes je z mano Ana, magistrica dietetike. Ana, povej mi, kak si? Super, hvala za povabilo, me veseli, da bomo danes malo počvekali. Medve se ukvarjava z istim delom in sicer k nama vsakodnevno pridejo klienti, ki imajo najrazličnejše težave s prehrano. S kakšnimi težavami se ti najpogosteje srečaš? Ja, najpogosteje imajo posamezniki težavo, da imajo to neustavljivo željo po sladkem. Ja. Ko na svetovanjih potem pregledam prehranski dnevnik, kar hitro ugotovim, da se zaradi različnih razlogov popolnoma izogibajo ogljikovih hidratov in seveda se potem zvečer, ko pade energija, pojavi ta neustavljiva želja po sladkem. Tako da je zelo pomembno, da seveda čez cel dan zaužijemo sploh ogljikovih hidrate, ne? Jaz imam pa tudi takšne primere, ko pridejo k meni za željo po zmanjševanju telesne mase. In potem pridejo k meni in rečejo, od danes naprej pa jaz ne bom jedla več sladkarij. Ne, in to ni najboljša metoda, zaradi tega, ker ko razvrstimo ljudje živila v tista priporočena in pa tista odsvetovana oziroma predvsem prepovedana, začnemo zelo fejst hlastati po teh živilih. Nekaj časa se sicer mi tega držimo, potem pa začnemo jesti ta prepovedana živila in potem imamo posledično slabo vest, slabo počutje, se počutimo krive, češ, joj, zdaj pa ta 2 tedna, ko sem se držala brez sladkarij, sem pa kar stran vrgla, In to je zelo pomembno, da ljudje vejo, da nikoli ne razvrstimo živila v prepovedana in zdrava živila. Ja, to je vse res, zato je zelo pomemben tudi ta psihološki del. In sicer, da mi sploh prepoznamo te misli, ki nas potem vodijo do tega, da se prenajedamo. Recimo, en dober primer je tak, pa verjamem, da se boste vsi našli, recimo, pojemo en piškot ali pa 2, pa si pa rečemo, se sem že tako zafrkala, pa pojemo celo škatlo. In to mišljenje je napačno, zato je zelo ključno, da torej prepoznamo hlepenje, to je ponavadi tisto točno po določenem živilu, ali je to neko sladko, slano, ponavadi tudi mastno, in pa res me to fiziološko lakoto, to je res tisto, da nam kruli in sledi ponavadi, ko seveda nismo ničesar zaužili dlje časa. So pa zdaj tudi zelo moderne te alternative uživanja sladkorjev. Kaj meniš ti o njih? Ja, pogosto potem pridejo posamezniki in pravijo, da so si našli neke alternativne možnosti, neke fit, slim izdelke, kateri piše gor, da vsebuje veliko proteinov in drugih hranil. Ampak, ko potem pogledamo skupaj na hranilno tabelo, na deklaracijo, kar hitro ugotovimo, da imajo tudi te izdelki veliko sladkorja in niso tako super, kot obljubljajo oziroma kot mi sami mislimo. Se pravi, je tudi zelo pomembno, da ljudje znajo brati deklaracije in pa sestavine na živilih. Kaj pa ti priporočaš alternativam sladkorju? Ja, če že iščemo neke take alternativne možnosti, je potem veliko bolje, da si sami naredimo neke alternative, v smislu, da naredimo neke slaščice z manj sladkorja, pripravimo sami neke energijske ploščice, ki jih imamo potem na zalogi, ali pa raje posegamo po nekemu kosu sadja, kot recimo teh alternativnih izdelkih, ki smo prej omenili. Pa tudi, če kdaj pojemo košček čokolade, tiste ta prave, Ja, tako. Zdaj za zaključek, če zaokrožva, se pravi, treba je jesti vse, treba je imeti več obrokov. Tudi recimo dostikrat opažam pri otrocih in mladostnikih, predvsem, da spustijo tiste hranljive obroke in jih nadomestijo s sladkarijami, kar pa potem posledično privede do tega, da zaužijajo premalo hranil čez dan. Tudi zelo pomembno je, da znamo sestavljati obroke, zaradi tega, ker nas ti le nasitijo in seveda potem avtomatsko pojemo manj sladkorja. Zelo pomembno pa je tudi to, da če se vrtinčite skozi v vrtiljaku, da poiščete osebo, ki vam bo pri tem pomagala, recimo dietetik, vas bo opremila z potrebnim znanjem in vas motivirala.
Ana, hvala ti za tole današnje čvekanje, mi pa se srečamo v naslednjem čvekanju.